Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon. Od leta 2001 imamo tudi pri nas urejen sistem brezplačne pravne pomoči, ki temelji na zakonu o brezplačni pravni pomoči, sredstva pa vsem sodiščem, ki ga izvajajo, zagotavlja državni proračun. In ta pomoč je dostopna precej širokemu krogu uporabnikov, navaja vodja službe za brezplačno pravno pomoč pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Anja Slak. Brezplačna pravna pomoč pripada vsem državljanom Republike Slovenije in tudi tujcem pod določenimi pogoji. Ugotavlja se njihovo premoženjsko stanje, dohodki in pa seveda tudi ali je recimo zadeva razumna, se pravi ta subjektivni pogoj. To presoja služba za brezplačno pravno pomoč oziroma predsednik sodišča, ki odločbe izdaja. Obstaja neke podvrsti te pomoči. Določitev je odvisna od nekaterih življenjskih okoliščin, pot do odobritve pa je razmeroma preprosta. Ja, stranka odda vlogo za brezplačno pravno pomoč na predpisanem obrazcu, ki ga seveda izpolni kakšno je njeno premoženjsko stanje in vse podatke, ki jih obrazac zahteva. Služba za brezplačno pravno pomoč potem na podlagi zakona pridobi podatke iz uradnih evidenc in vodi ugotovitveni postopek o premoženjskem stanju prosilca in njegovih družinskih članov. Kar je zelo zamuden postopek, zastavljen tako, da je sodišče tisto, ki raziskuje gmotno stanje prosilca, kar sodišča močno obremenjuje, hkrati pa tudi ne omogoča zaznave tistega premoženja, ki ga ni v javnih evidencah. Ob tem pa je cenzus, ki zagotavlja pravico do pomoči, razmeroma visok. Cenzus za mesečni dohodek za pridobitev brezplačne pravne pomoči znaša 988 evrov na družinskega člana in pa nekaj več kot 23 tisoč evrov premoženja. Da je tako visok, določa zakon, ki ga trenutno postavlja na višino 2-kratnika minimalnega življenjskega dohodka, kar je za državo kot plačnico vse večja težava. In zakaj vse je lahko dodeljena taka pravna pomoč? Bodisi zgolj za pravno svetovanje, bodisi za sestavo in potrditev kakšnih listin, za zastopanje pred sodiščem na prvi ali na drugi stopnji, tudi kot oprostitev stroškov postopka, tudi za izredna pravna sredstva, v določenih primerih tudi pred mednarodnimi sodišči. To presoja služba za brezplačno pravno pomoč glede na okoliščine posameznega primera. Vedno pa je možno, ko se dodeljena brezplačna pravna pomoč izčrpa, je vedno možno zaprositi ponovno za drugačno obliko. Recimo, če mi dodelimo zgolj za prvi pravni nasvet, bo odvetnik podal mnenje, pogosto pisno mnenje, in če bo iz tega izhajalo, da je vložitev tožbe smiselna, da bi bila pomembna za prosilčev pravni položaj, bomo pač lahko pod pogoji, če jih bo izpolnjeval, dodelil BPP za zastopanje na prvi stopnji. Prosilci si lahko odvetnika izberejo iz javno objavljenega seznama odvetnikov ali se dogovorijo s katerimkoli odvetnikom, ki soglaša s takim sodelovanjem. Če izbranca nimajo, jim ga po uradnem postopku določi sodišče. Od tu naprej je postopek stvar dogovora med strankama in država kot plačnica v njun odnos ne posega več, kar je lahko tudi težava, opozarjajo pri zvezi Anita Ogulin. Vodja tamkajšnje brezplačne pravne pomoči, ki sicer razen imena nima ničesar skupnega z državno, Tjaša Tomašin Razpotnik, opozarja, da so vsaj njihovi uporabniki pogosto razočarani nad izvedbo te pomoči. Uporabniki velikokrat poročajo, da odvetniki niso odzivni, da jim pošiljajo, maile ali pa se probajo dogovoriti za sestanek, pa jim noben ne odgovarjajo na telefone. Recimo imeli smo primer ene mamice, ki je bil zelo zapleten postopek glede starševske skrbi. To je bilo zelo pomembno, skrbeli jo je, kako bo z otroki in te stvari, pa odvetnik v bistvu se nikoli niti ni želel srečati z njo. Tudi po telefonu si je vzel največ 5 minut časa, da bi mu povedala vse stvari, čeprav je bila zadeva zelo kompleksna, in se je potem bala, a bo sploh uveljavljal ta prave stvari, a bo predstavil situacijo v zadostni meri, da bo res odločeno največjo korist otrok. Ali pa smo imeli recimo primere, da je šel k odvetniku, da bi vložil neko tožbo, pa je v bistvu zdaj v tega minilo že več kot pol leta, pa nobenega odgovora ni dobil od odvetnika, nič mu ni sporočil, od sodišča ni dobil nič in zdaj sploh ne ve,
a je bila tožba vložena ali ne, odvetnik se ne oglaša in sploh ne ve, ali se je postopek začel, v kateri fazi je. Tudi recimo velikrat povejo, da ne dobijo vlog oziroma pisanj iz sodišča, da jim odvetnik ne posreduje, da sploh ne vejo, kaj točno se v postopku dogaja. Težava je tako v napačnih pričakovanjih, kako naj bi postopek potekal, še večkrat pa v zelo pomanjkljivi komunikaciji. Velikrat se v bistvu tudi dogaja, da pač kaj rečejo, da odvetnik nič ne naredi, ali pa da nečesa ni naredil, nečesa ni povedal, kakšnega dokaza ni predložil, ampak pa v bistvu, ko se malo pogovarjamo, vidimo, da je odvetnik takrat ravnal v bistvu prav, pač v korist stranke, ampak stranka dejansko tega ne ve, zaradi tega, ker je pač odvetnik tega ni pojasnil, in pač stava v temi in tudi lahko misli, da odvetnik slabo dela, pa ni nujno, da dela slabo v postopku, ampak ker ni te komunikacije z stranko, pač tudi stranka, ne ve, kaj se dogaja, in je posledično pač njej težko, ni učinkovito zastopanje. Nekaj izkušenj uporabnikov strne Tjaša Tomažin, razpotnik iz Zveze Anita Ogulin. Čeprav sodišča vodijo zelo natančen popis zadev iz naslova te pomoči, ki je tudi javno dostopen, pa se vsebino, uspešnost ali kakovost opravljenega dela za stranko ne vpletajo oziroma ne ugotavljajo niti vsaj denimo zadovoljstva strank. In kaj točno zakonodaja omogoča upravičencu oziroma nalaga odvetniku pri izvedbi brezplačne pravne pomoči? Članica upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije in odvetnica, ki se v svoji zasebni praksi večinsko ukvarja prav s strankami, ki imajo BPP, Andreja Dajčman. Torej, naša zakonodaja, zakon o brezplačni pravni pomoči, omogoča upravičencu samo to, kar izhaja iz odločbe, ki jo dobi upravičenec potem, ko zaprosi za brezplačno pravno pomoč. Torej, v praksi to pomeni, praviloma v večini odločb piše, da je upravičen do sestave predloga ali tožbe, odvisno za kakšen postopek gre, zastopanje na narokih in pisanje potrebnih vlog. In tukaj se njegova brezplačna pravna pomoč zaključi. Težava je v tem, da torej že sama po sebi brezplačna pravna pomoč, ime zakona je po moji oceni zgrešeno, ker ne gre vedno za brezplačno pravno pomoč in prosilci velikokrat tega ne razumejo ali pa niso s tem seznanjeni. Prav tako niso seznanjeni z obsegom, ki sem ga malo prej naštela, in s tem, da bodo v določenih primerih morda morali vračati to, kar jim je izplačano oziroma dano kot pomoč. Prav tako pa je težava v tem, da pričakujejo več. Torej, nekdo, ki zaprosi za brezplačno pravno pomoč, velikokrat misli, da je dobil odvetnika brezplačno za vse zadeve, ki jih ima, torej se ne zavedajo niti tega, da je to namenjeno enemu postopku. In tu imajo prosilci težave. Mi jih poskušamo reševati na način, da odvetniki tolmačimo odločbe, kar ni naše delo. Jim stolmačimo odločbo, jim povemo, kaj lahko pričakujejo v postopku, ampak tu je bolj sistemska težava, menim. Vsi imamo pravzaprav težave s tem zakonom, pa s tem sistemom. Predstavnica ljubljanskega okrožnega sodišča Anja Slak se ne strinja. Meni, da so upravičenci dovolj dobro seznanjeni s pravicami, saj so te jasno zapisane v odločbi. Poleg tega pa je celoten sistem delovanja brezplačne pomoči podrobno pojasnjen na spletni strani na sodišču.si. Če storitve omejuje odločba, ki jo izda sodišče, kakšna je v praksi razlika, če nas odvetnik zastopa prek brezplačne pravne pomoči ali pa če bi nas v isti zadevi zastopal kot samoplačnike? Odvetnica Andreja Dajčman. V praksi je predvsem razlika v tem, kdo je izvajalec. Pravi, odvetniki smo različni. Jaz ne morem danes z vami govoriti o vseh odvetnikih ali pa posploševati stvari. Lahko vam povem sama zase, pri meni ni razlike. Torej, jaz ne delam razlik med tistimi, ki storitev plačajo sami ali mi jih plača država. Čeprav je nemogoče samo v okviru brezplačne pravne pomoči, po moji oceni, strokovno in kvalitetno opraviti zastopanje ali zagovarjanje stranke. Manjka. Se pravi, če dam tipičen primer, če nekdo pride k meni, najprej je potreben razgovor z njim, da mi pove, zakaj je prišel, kakšen je njegov problem.
treba je pregledati dokumentacijo, ki je včasih zelo obsežna, nič od tega ni zajeto v odločbi in tudi ne priznano in plačano. Naslednje, kar je včasih potrebno pred vložitvijo tožbe ali pa predloga, pisati nasprotni stranki, jo pozvati, da nekaj naredi, izpolni tak dopis obrazložen, recimo. Tudi to ni plačano, treba je včasih v sodni spis pogledati, se lahko stranka dobi brezplačno pravno pomoč sredi postopka ali pa v kazenskih zadevah so že obsežni predkazenski postopki, je treba spis pregledati, tudi to ni plačano. Potem je treba stranko opravljati razgovore tudi tekom postopka pred vsako obravnavo ali jo pripraviti na zagovor. Te stvari ostajajo neplačane in odvetniki smo pravzaprav tisti, ki potem to brezplačnost nosimo na svojih plečih, ker mi nismo zaposleni v smislu, da bi prejemali mesečno plačilo in bili na razpolago tistih 8 ur na dan. Mi smo subjekti na trgu in si pač zagotavljamo plačila ali od strank ali v tem primeru od države in pač moramo skrbeti za tudi svojo finančno vzdržnost in pride večkrat do težav, ko si v stiski, ker bi bilo treba opraviti več, pa včasih ne gre. Čeprav se trudimo, si prizadevamo, da bi pač seveda strankam nudili vsaj čim več, zagotovo pa se dogaja, da pač kdaj stranke ne dobijo vsega. Da navedbe odvetniške zbornice, da bi odvetniki opravljali veliko nujnega dela brez plačila, ne držijo, pa menijo pri Ministrstvu za pravosodje. Zapisali so, da so ti za svoje storitve v okviru brezplačne pravne pomoči od leta 2023 plačani v polni vrednosti po odvetniški tarifi. Stroške za svoje delo priglasijo na stroškovniku in po postavkah, kot jih za posamezne storitve opredeljuje odvetniška tarifa. Ta v svojih merilih za vrednotenje dela zajema tudi komunikacijo s stranko, preučevanje zadeve in druga merila, so še zapisali. A ne glede na to, katera interpretacija drži, to, da odvetnik skorajda nima stika s stranko, kot opozarjajo pri zvezi Anita Ogulin, ni pravilno, se strinja predstavnica odvetniške zbornice in odvetnica Andreja Dajčman. Moje osebno mnenje je, da ne. Tudi po mojih 20-letnih izkušnjah v odvetništvu menim, da je to nemogoče. Odnos s stranko je bistven. Odvetniki si moramo prizadevati tudi, da bi se zadeve rešile na alternativen, torej na miren način, s sklenitvami poravnav in tako naprej. Treba je vedeti, treba je poznati stranko. Velikokrat pride do spora, recimo zaradi nekih čustvenih ozadij, ki niso znana in je spor samo, bi rekla, manifest tistega, kar se odzadaj dogaja in to je treba raziskati in odvetnik mora razumeti svojo stranko in seveda mora tudi poskušati razumeti nasprotno stranko in brez, da jo vidi ali pozna, bi bilo možno sodelovanje samo v kakem banalnem primeru, kot je na primer neplačan račun pa vložitev predloga za izvršbo, kjer nimaš kaj dosti potrebe po nekem razgovoru, je dovolj dokumentacija, ampak ti primeri so izjemno redki, se pravi, brez sodelovanja ni možno, po mojem mnenju ne. Ob tem je treba poudariti, da stranke, ki za neko zadevo dobijo odobreno brezplačno pravno pomoč, za to isto zadevo odvetniku ne morejo doplačati še kakšnih dodatnih storitev. Kljub temu pa se lahko zgodi, da bo odvetnik stranki po koncu izstavil račun. Vendar, kot pravijo sogovorniki, je to praviloma takrat, ko je stranka kakšne storitve naročila še pred začetkom veljavne odobritve BPP oziroma je nevede ali zaradi nesporazuma naročila neko drugo storitev za drugo, četudi sorodno zadevo. Tjaša Tomažin, razpotnik iz zveze Anita Ogulin. Če je recimo več različnih postopkov, je treba zaprositi za brezplačno pravno pomoč za vsak postopek posebej. Ker če je recimo ena tožba zaradi razdelitve premoženja, druga pa zaradi en postopek zaradi ureditve stikov, recimo, je treba imeti 2 odločbe za brezplačno pravno pomoč, sicer država ne krije stroškov. Na kar bi odvetnik stranko moral opozoriti, a se v praksi dogaja, da je ne, oziroma se pojavijo nesporazumi. Ob morebitnem nezadovoljstvu seveda obstaja možnost, da stranka odvetniku odvzame pooblastilo oziroma prosi za njegovo zamenjavo, a to mora odobriti sodišče in če se to ne strinja z argumentom stranke, se mora ta vrniti k istemu zastopniku.
kar še nekoliko zmanjšuje verjetnost, da se bo stranka, ki je že tako v podrejenem položaju in ki ima pogosto pomanjkljive informacije o poteku postopka, o svojih pravicah, o pravnih ukrepih in možnih spremembah vodenja primera, zares pritožila, opozarjajo pri zvezi Anita Ogulin. Ni pa le odvetnik tisti, ki lahko izstavlja račune. Imenu navkljub se lahko zgodi, da mora stranka stroške brezplačne pravne pomoči vsaj delno povrniti državi. Vodja službe za BPP pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Anja Slak. Zakon določa, da mora stranka vračati brezplačno pravno pomoč, če je v postopku uspešna, torej če pridobi neko določeno premoženje, ali pa če se njen premoženjski status v enem letu po pravnomočnosti sodne odločbe, za katero je bila brezplačna pravna pomoč dodeljena, spremeni do te mere, da ni več socialno ogrožena, torej da lahko brezplačno pravno pomoč povrne. Kolikšen delež bo treba vrniti, določa sodnik. To se določi v vsakem konkretnem sklepu o stroških, ki ga izda sodnik v sodni zadevi. Je pa dejstvo, da če se ti premoženjsko stanje izboljša, kot prosilec, to je najbolj pomembno, je logično, da boš to državi tudi vrnil. Oziroma, če si pridobil neko premoženje tekom postopka, za katerega je država plačala odvetnika, da boš tudi povrnil. Ker zdaj pa denar imaš. Tjaša Tomažin Razpotnik pojasnjuje, da ne glede na obseg nastalih stroškov, stranka ne vrača višjega zneska, kot ga je v postopku dobila, in dodaja še 2 podrobnosti o vračilu. Če je pri sodni poravnavi, pa če nekdo nekaj dobi, pa če je imel brezplačno pravno pomoč, pa če je recimo dobil 400 evrov, je dolžen vrniti največ 200. Če se pa premoženjsko stanje v roku 1 leta po končanju postopka spremeni, da se toliko izboljša, da ta oseba ne bi bila več upravičena do brezplačne pravne pomoči, je pa v bistvu takrat dolžen vrniti tudi, če ne uspe v postopku, če ničesar ne pridobi. Vroči mikrofon. Brezplačna pravna pomoč je pomanjkljivostim navkljub za številne sploh edina možnost iskanja pravice. Kljub temu pa je v praksi postala tudi vir čezmerne uporabe. Podatkov o tem ni, a sogovorniki predvsem neuradno povedo, da odvetniki lahko strankam priporočajo pravne postopke, ugovore, tožbe, izvedeniška ali druga dodatna pravna mnenja, ki jih stranke v primeru samoplačništva najverjetneje ne bi plačevale. Odvetnikom pa je lahko dodaten vir zaslužka tudi kilometrina, tudi zato, ker zastopanje ni regionalno omejeno in podobno. To nikakor ni splošno pravilo in brezplačna pravna pomoč ni jama lahkega zaslužka brez dna. A tudi pri odvetniški zbornici menijo, da bi nekatere omejitve vendarle veljalo uvesti oziroma bi jih lahko sodišča omejila že po sedanji ureditvi. Odvetnica Andreja Dajčman. To pomeni, sodnik ima na podlagi zakona o pravdnem postopku, ki velja tudi v nepravdnih postopkih, možnost omejiti število vlog, ima možnost pri stroških poseči in določenih stroškov za vlogo, ki ni potrebna, ki je po nepotrebnem vložena, napisana, zavrniti. In nenazadnje tudi služba za brezplačno pravno pomoč pri odmerjanju stroškov lahko poseže v tako, bi rekla, tu gre za čisto zlorabo, to, kar omenjate, in tega odvetniki ne bi smeli početi. In tretje je pa to, da nad izdanimi sklepi o stroških bdi še državno odvetništvo kot varuh, bi rekla, premoženja oziroma finančnih sredstev države. Tudi oni velikokrat posežejo. In nenazadnje država je tudi tista, ki potem bdi nad spremembo materialnega stanja po izplačilu. Kolikor se pa to v praksi izvaja ali ne, pa nisem pravi sogovornik, ne vem, ni mi znano. In kaj bi v sistemu brezplačne pravne pomoči, ki že več kot desetletje ni bil posodobljen, morali nujno spremeniti? Ministrstvo za pravosodje je za učinkovitejše iskanje rešitev oblikovalo posebno delovno skupino za pripravo sistemskih rešitev na področju stroškov sodnih postopkov, ki jo sestavljajo predstavniki različnih resorjev. Za državo, ki je plačnica teh storitev, je ena največjih težav skokovito naraščanje stroškov iz proračuna Republike Slovenije. Ti so leta 2017 znašali nekaj manj kot 3 milijone evrov. V letu 2024 so dosegli skoraj 12 milijonov, prvi podatki za leto 2025 pa kažejo, da bo strošek najbrž krepko presegel 15 milijonov evrov.
Razlogov za tako visok porast stroškov je sicer več, pojasnjujejo pri Ministrstvu za pravosodje, a menijo, da je najpomembnejši razlog dvig odvetniške tarife, ki se je pred 2 letoma s 50% povišala na 100%, kar pomeni, da so se stroški za BPP že samo iz tega razloga podvojili, so zapisali. Med drugimi razlogi je tudi znatno povečanje števila kazenskih postopkov zaradi nezakonitih migracij. In kakšne so rešitve? Pri odvetniški zbornici ostro nasprotujejo predlogu, da bi se odvetniška tarifa znova znižala, saj bi hkrati ostala nespremenjena za druge strokovnjake, kot so denimo sodni izvedenci, tolmači in cenilci, ki so del istega postopka. Dokaj velik konsenz imajo predlogi za zvišanje vstopnega cenzusa. Ta z 988 evri na družinskega člana pomeni, da lahko tako brezplačno pomoč dobi tudi 4-članska družina z nekaj manj kot 4000 evrov neto dohodki na mesec, navaja predstavnica odvetniške zbornice Andreja Dajčman, ki je tudi sodelovala v pripravi tega predloga. In dodaja. Tretja ideja nekako je bila ali pa varianta, kako bi, da bi razdelili te prosilce na določene razrede, podobno kot je pri socialnih transferjih, recimo sistem otroškega dodatka. Vsi vemo, da tisti z najnižjimi dohodki prejemajo najvišji znesek, potem se pa ta glede na dohodke niža. Enak način bi mogoče bil sprejemljiv za brezplačno pravno pomoč. Ideja je tudi ta, da se otroci, ki nimajo dohodka, ne bi šteli v celoti, podobno je pri socialnih transferih. Se pravi, nekako ideja je, da bi sledili podobnemu načinu, kot so za pridobivanje socialnih transferjev. To pa bi na nek način pomenilo tudi participacijo strank, kar bi imelo ne le finančne učinke. S to participacijo bi se zagotovo znižalo nek obseg naročil, se pravi, kaj naj odvetnik še stori. Napiše še eno vlogo, vloži še to na sodišče, naredi še to. Več vzporednih ukrepov, kot so denimo tudi omejevanje upravičenosti komu in za kakšne namene se ta pomoč dodeli. Omejevanje pomoči za manjše zadeve, kot je zastopanje povratnikov pri kršenju cestno-prometnih predpisov, predpisov o varstvu javnega reda in miru ter za prekrške tatvine in poškodovanja tuje stvari, ali pa denimo omejevanje potnih stroškov odvetnikov, bi ne le pomagalo obvladati naraščanje stroškov, predvsem pa bi, meni Dajčmanova, z enakimi sredstvi intenzivneje lahko pomagali najrevnejšim, ki bi jim lahko zagotovili boljšo pomoč za res nujne življenjske pravne rešitve. S tem bi se verjetno tudi obseg pomoči lahko povečal za tiste, ki to res potrebujejo, ki si res ne morejo privoščiti, ker veliko je stisk med ljudmi in treba jim je pomagati. Odvetniki smo zato tukaj, da rešujemo, bi rekla, stiske ljudi, da jim pomagamo priti do ureditve njihovega položaja ali do denarnih sredstev ali do tega, da ne nazadnje, da se zadosti tudi njihovi pravici, ne samo, da ni pravica nekaj, kar je rezervirano za privilegirance ali pa za tiste, ki imajo denar. In dokler ne bo sprememb, Anja Slak iz Okrožnega sodišča v Ljubljani upravičencem svetuje, naj v izognitev nesporazumom, zapletom, razočaranjem, predvsem pa slabšem izidu zastopanja, prosilci za pomoč dobro preberejo obširne informacije na spletni strani na sodiscu.si, podrobno preberejo odločbo, ki jo prejmejo in se ob morebitnih težavah obrnejo na službo za brezplačno pravno pomoč tistega sodišča, pri katerem so pravno pomoč tudi dobili. Vroči mikrofon.